Tekoča voda povezuje vse žive organizme na našem planetu. Na planetu Zemlje najdemo vodo praktično vsepovsod. Največ jo je v morjih in potem v rekah. Ko smo že pri rekah, ali veste, katera je z vodo najbogatejša reka na našem planetu? No, gremo si jo pogledati. Amazonski pragozd se razteza na 40% površine Južne Amerike in v njem raste okoli 400 milijard dreves, ki proizvedejo okoli 20% kisika v zemeljskem ozračju. Porečje, ki napaja reko Amazonko, prispeva okoli 20% of all known species in the world, to be exact. That equates to around 30 million species living in the Amazon River basin. polje na tem delu planeta. Ampak osrednja reka tega področja, Amazonka, ni najbolj vodnata na svetu. Še ena reka je, ki nosi veliko več vode, vendar je nam nevidna. Zakaj? Ker teče po nebu. Takoj boste izvedeli, zakaj gre. Ko pogledate področje Amazonije v prikazovalniku Google Earth, ga vidite lahko brez težav. Vendar, če to isto področje pogledate iz vesolja, pa ugotovite, da ga zelo redko kdaj vidite. So it makes you think. Zato, ker območje amazonskega pragozda vedno zastirajo oblaki. Vzrok za to je 400 milijard gejzirjev, ki vsak dan bruhajo vodo v nebo. Seveda ne gejzirjev, kot so tile, mislim na drevesa. Med procesom fotosinteze se odprejo pore na listih dreves. Tako drevesa z izhlapevanjem izgubljajo veliko vode. Podobno, kot če bi slamico črpali vodo iz tal. To izhlapevanje črpa vodo iz tal preko korenin do vrhov dreves okoli 60 metrov nad zemljo in tam v ozračje. Večje drevo lahko tako izpusti v ozračje tudi do 1000 litrov vode na dan. Skupaj tako drevesa dnevno izpustijo okrog 200 milijard ton vode dnevno, ali če se izrazim drugače, okoli 20 trilijonov litrov vode na dan. To je dovolj, da napolnimo 8 milijonov olimpijskih bazenov z vodo, kar je resnično nepredstavljiva količina vode oziroma te življenjske tekočine. Kot zanimivost naj vam povem, da bi tolikšno količino vode lahko spremenili v paro v ozračju samo z ogromno količino energije, ki bi jo dosegli s preko 30 tisoč elektrarnami, kot je tista na jezu treh sotesk na Kitajskem. Vendar drevesa to dosežejo samo z energijo sonca. Ta živa vodna črpalka ustvari reko v ozračju, ki se raztega od Atlantskega oceana pa vse do Andov. Ta reka nosi večjo količino vode kot Amazonka s svojimi pritoki. In dež, ki pada iz oblakov nazaj na zemljo, je vzrok, da amazonski pragozd sploh obstaja. Vendar potrebujete še nekaj več kot vodo v zraku, da napravite dež. Celo najbolj sušni predeli na planetu Zemlje vsebujejo milijon milijard molekul vode v kubičnem metru zraka. Vendar te molekule ne morejo same formirati kapljic vode. Tako kot rastline, ki potrebujejo seme za obstoj in razvoj, je tudi v srcu kapljice vode neka nečistoča, v obliki drobnega delca prahu, soli, peloda ali celo kemičnih spojin. Te nečistoče dajo osnovo molekulam vode, da se jih oprimejo in formirajo vodno kapljo. Milijarde takšnih drobnih kapljic formirajo oblake, ki jih vidimo na nebu, in ko te kapljice postajajo večje in težje, padajo nazaj na zemljo v obliki dežja ali ostalih padavin. Ampak zakaj nekateri predeli na Zemlji prejmejo več dežja kot drugi? Predvsem zaradi tega, ker področja na Zemlji nimajo enakega tipa ali zasnove za formiranje dežnih kapelj. To nas spet pripelje nazaj v Amazonijo in seveda do zelenja. 95% zasnov za dežne kaplje se formira s pomočjo rastlin, ki tam živijo. Skupaj z vodnimi hlapi rastline v Amazoniji proizvajajo tudi različne kemične spojine, ki delujejo kot magneti, na katere se oprimejo molekule vode. Te kemične spojine so tudi razlog za obilo dežja v tem delu sveta. Vendar je zrak nad amazonskim gozdom izredno čist in vsebuje le okoli 300 delcev nečistoč na kubični centimeter. Drugod po svetu se koncentracija delcev v čistem zraku povzpne tudi do številke 2000 delcev na kubični centimeter. Zelo verjetno je bil zrak na Zemlji pred časom industrijske revolucije prav tako čist, kot je sedaj nad Amazonijo. Če bi logično pomislili, bi pomenilo, da več delcev nečistoč v zraku istočasno pomeni tudi več dežja. Vendar ni tako. Več delcev v zraku pomeni, da se pri toliko delcih enaka količina vodnih molekul združuje v manjše kapljice, ki so prelahke, da bi padle na tla kot dež.
Zelo verjetno, da so industrijske države imele pred stoletji veliko več deževja kot sedaj, in to ravno zaradi prevelike koncentracije delcev v zraku. Da je stvar še bolj zanimiva, so znanstveniki odkrili, da lahko drevesa sama na nek način vplivajo na količino padavin. Ko drevesa potrebujejo dež, le-ta izpuščajo različne količine kemičnih snovi, ki vežejo te vodne molekule. Tako si na nek način drevesa sama izdelajo svoje oblake. Ko se zbiranje molekul vode kondenzira v oblake, se istočasno zniža zračni tlak, ki povzroči veter, ki začne poganjati to reko vode vse od Atlantika pa do Andov. Brez teh dreves v amazonskem pragozdu in tega premikanja z vodo bogatih zračnih mas bi ta področja postala puščavska, kot območja, ki so na enakih geografskih širinah na Zemlji. V šoli se učimo o vodnem krogu, ko voda iz oblakov v obliki dežja pride do tal, se preko rek in podtalnice vrača nazaj v morja, kjer spet izhlapi, se spet kondenzira v oblakih in se spet v teh oblakih pomakne nad celino, kjer pade v obliki padavin. Nikoli ne pomislimo na zeleni ocean, kjer živi teh 400 milijard gejzirjev. Drevesa na Zemlji so kot delujoče črpalke, ki so odgovorne za nastanek okoli 90% vode, ki doseže ozračje nad celinami. In običajno ne pomislimo, da je vreme neke vrste živ sistem. Vendar teh nekaj 100 milijard dreves v pragozdovih Amazonije in drugod na Zemlji rezultira neviden proces, ki je veliko močnejši kot katerikoli energetski projekt narejen s pomočjo človeškega inženiringa. Vendar je ta sistem zgrajen s pomočjo toka časa in evolucije. Sistem, ki uporablja energijo sonca ne samo za proizvodnjo kisika, ampak da poganja celoten ustroj, ki vzdržuje življenje na planetu. Amazonski pragozd pogosto opisujemo kot pljuča planeta, vendar ga lahko opišemo tudi kot srce Zemlje.